Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o vzorcih družine. Kako nas to definira, od kje prihajamo in kako potem delujemo v svetu. Prejšnji teden smo imeli tukaj izmenjavo in to pomeni, da smo imeli dva dijaka, eno Italijanko, Francesco iz Južne Italije in enega Madžara, Kilian mu je ime. In seveda sem jo vprašala, kaj njuni starši delajo za preživetje in je bilo tako zanimivo. Franceska je začela tako: veš, v Italiji je to čisto normalna zadeva, ampak moja mama je gospodinja in moj oče pač hodi v službo v eno tovarno. Tako mi je bilo, tista vibracija, kar sem zaznala, je tako: moja starša sta samo povprečna človeka in mama je gospodinja, se pravi, je nič. In tako, meni je bilo kar malo žal, ko sem njo poslušala, da v bistvu ona ni ponosna na to, da sta njena starša, da je oče lahko preživlja družino in da je mama doma in da kuha in da poskrbi za to, da pač družina drži skupaj. No, potem ta fant iz Madžarske, njegova starša sta pa po poklicu, en je učitelj, mama je medicinska sestra, ampak oba dva delata v enem podjetju na vodilnih položajih in sta od petka do svetka v službi, med tednom ne kuhajo, samo zvečer prespijo, toliko se vidijo zvečer, da pač grejo spat. In sobote pa nedelje so fraj in takrat pa potem kuhajo, pa imajo kakšen piknik, pa včasih oče kaj popije in zanimivo, tudi njemu se isto dogaja, kar meni, da če preveč popije, se mu izklopi njemu madžarščina, meni pa slovenščina in zanimivo, obema se vklopi hrvaščina. Tako da tisti, ki sta bili z mano že na delavnicah in dobro, da ne boste zdaj rekli, Minka ga pije, ampak res enkrat zadnji dan smo s parimi damami pač ta prvo vino, pa še travrco in če ne piješ, je hitro preveč. V glavnem, meni se je izklopila slovenščina in sem rekla: punce, ne morem več po slovensko. Govorile smo po hrvaško in to tekoče, s tem, da je potem en Hrvat prišel, nek novinar, in smo se nekaj pogovarjali, ni verjel, da smo iz Slovenije. In naše dame so pa poslušale, da pač nekdo govori po hrvaško in da se smeji. In so še potem komentirale: smo mislile priti, ampak nismo, ker so bile samo ene Hrvatice dol od spodaj pri baru. No, to je to. Če se te izklopi materni jezik. In to je v bistvu jezik iz preteklega življenja, ti pride ven na plano. No, to se meni dogaja. No, v glavnem, zdaj pa, če pa pogledamo pri Kilianu. Se pravi, on je veliko bolj odprtega duha, brat študira v Angliji, on gre študirati na Nizozemsko, tudi potujejo, tako zanimiv karakter. Medtem, ko recimo, tudi on, ko sem vprašala, kaj razmišljata, da bosta, ko odrasteta, kaj bosta onadva delala za preživetje, je Kilian rekel, da ne ve, da pač on da še raziskuje, kaj ga bo potegnilo in da bo poskusil preizkusiti več stvari, da bo videl, kje se bo našel. Najbolj ga navdihuje turizem in da tukaj vidi, da lahko bi bil srečen, da bi lahko užival s tem, ko bi potoval in ljudem razkazoval te druge države in vse gre bolj lahkotno. No, medtem ko Francesca je pa rekla, da bo nek operativni računovodski inženir, nekaj takega. Nisem razumela, kakšen poklic je, ker menda v slovenščini nimamo izraza za ta poklic. Ampak usmeritev Francesce je: najdi si varno službo, hodi v šolo, bodi pridna, ubogaj, najdi si dobro službo in preživi. Medtem, ko recimo usmeritev Kiliana je pa: najdi svojo strast in deluj iz svoje strasti, dovolj si leteti. No, in dobesedno tako vsakega izmed nas definirajo naše korenine. Ti vzorci, ki smo jih dobili, ne vem, od začetka. Moja prijateljica mi je enkrat, takrat, ko sem se učila mišičnega testa, razlagala, zakaj
ima vedno težave z denarjem. In njo je vzgajala babica in zdaj, če računate, da ljudje, sploh takole v zaprtih prostorih, kot je, pa zdaj boste rekli, Slovenija ni zaprta, ampak doline, recimo tukaj Sevška dolina, pa ona je še v eni majčkeni vasici, ki še bolj v dolini, se pravi še bolj stisnjeno nekje noter, tudi tak značaj se potem pri ljudeh odraža. Dobro, to je zdaj moje opažanje, ampak ljudje, ki živijo v nekih luknjah, zdaj to ne razumeti, da živijo še vedno kot praljudje, ampak v kotlinah, bolj kot je zaprta kotlina, bolj so ljudje umsko zaprti. In bolj kot živijo na odprtem, bolj odprto razmišljajo, več možnosti vidijo. No, v glavnem, to je zdaj moje razmišljanje. No, in ta moja prijateljica Tatjana je rekla, moja babica mi je vedno govorila, kdor ima denar, je nepošten. Kdor ima denar, je nekoga prinesel v krog. Je rekla, in ker jaz ne želim biti nepoštena, oziroma ker pač ona v najkrajšem možnem času se znebi denarja. In to je njen program. Zdaj, druga zadeva, recimo, ti programi, ki jih dobimo, kdo jaz sem, povem, da sem vam o tem že govorila, nekoč mi je ena gospa, je bila na svetovanju, ona se ne loči od svojega narcisističnega moža, ki jo zaničuje na vsakem koraku, zato, ker ima program, kdor se loči, pač to je neuspeh v življenju. In ona tega neuspeha v življenju ne želi doživeti in potrpi, zanimivo, ona je odraščala ob mami in ločeni mami in očitno je nekje ali pobrala ta program ali pa ga je kot duša prinesla v to življenje, da to predela, da v osnovi ni neuspeh ločitev, ampak je neuspeh, če ne upaš slediti svoji sreči. No, to je moja definicija, moja definicija je povezana s tem, da uspeh je to, da slediš svoji sreči. Uspeh je to, da si upaš. Uspeh je to, se pravi, vse to, da upaš stati za svojo resnico, da si upaš priznati svojo resnico, to je uspeh. Uspeh je, da narediš nekaj drugačnega, kar še nisi nikdar naredil. To je uspeh. Glejte, če do zdaj upate iti z avtomobilom samo do prvega večjega mesta, je za vas uspeh, da upate iti do Ljubljane. Veste, kakšen uspeh je to? Uspeh je, da narediš nekaj drugače. Uspeh je, da če, nimaš svojega vrta, da se pa mogoče odločiš, da boš posadil eno gredico nekje, da se zmeniš in da boš imel vrt. To je uspeh. Se pravi, uspeh je vse, kar si upaš narediti izven okvirjev. To je uspeh. Pa ne glede na to, kakšni so vaši okvirji, ker okvirji, ki so nam jih dali, v družini smo jih dobili, nas definirajo. Kdo sem jaz? No, in prav o tem, kdo sem jaz, to sem pisala, ko imajo duše žur, pa seveda tudi naprej, ko imajo čakre žur. Tako da tukaj noter na sredini, na strani 243. Skozi mene sije Božja svetloba in zdravi vsako mojo celico. Skozi mene teče Božja svetloba in pomlajuje vsako mojo celico. Skozi mene teče Božja svetloba in povečuje izražanje Božje ljubezni v vsaki moji celici. Skozi mene teče Božja svetloba in vnaša mir v vsako celico mojega telesa. Skozi mene teče Božja svetloba in polni z radostjo vsako celico mojega telesa. Jaz sem luč, gledam skozi luč, živim luč in širim luč, ker se zavedam, da izviram iz luči. To je na strani 243. No, in potem, če pa gremo v knjigi, ko imajo duše žur, kdo sem jaz? Jaz sem, kar mislim, da sem. Jaz sem, kar izbiram, da sem. Kar izbiram, da sem.
Zato ker, ja, to je program, kdo jaz sem, ki je povezan s korensko čakro, pa spolno čakro, pa čakro solarnega pleksusa, pa popkovno čakro, vse to spodne čakre nas definirajo, kdo jaz sem. Ampak, če jaz gledam, da si jaz govorim, jaz sem moč, jaz sem modrost, jaz sem energija, jaz sem ustvarjalnost, jaz sem uspeh, mladost, vitalnost. Jaz sem to, kar mislim, da sem. Jaz sem to, kar odločam, da bom razmišljala, da sem. To je moja odločitev in dejstvo je, da vsak izmed nas, ne glede na to, kakšne okvirje dobi v mladosti, kakšno družino smo si izbrali kot duše, lahko izbiramo, kaj bomo postali. Nobena družina vas ne more definirati. Nobena družina vam ne more določiti, kdo vi ste. Da vam pa tisto, kar ste se kot duša odločili predelati v tem življenju. Če je vaša družina stiskaška in opazite, da so vsi stiskaški, to pomeni, da je vaša življenjska naloga preseči te vzorce in postati nasprotje. Se pravi, radodaran, odprt, nehati se oklepati neke varnosti. Če opazite, da je vaša družina obsedena z vero, in mogoče čas, da date te okvire, jih razširite in začnete sprejemati drugačne vere, druge vere. Začnete gledati na to, da mogoče imajo pa tudi druge vere kaj drugega, tudi kaj dobrega. Če je vaša družina, ne vem, najšibkejši člen depresija v vaši družini, pomeni, da imate vi kot duša za predelati to potrebo potem, da ste depresivni. Ker je to nekaj, kar ste se odločili v tem življenju predelati in da postanete hvaležni, ker hvaležnost je nasprotje od depresije. Depresija je povezana z obupom, ko ne vidiš tega, da nekaj imaš, da je nekaj dobrega, vidiš samo, česa ni, obup, kaj se dogaja, slabo in tako naprej. Se pravi, hvaležnost je tista, ki vam bo pomagala do tega, da pač presežete te vaše okvirje, vaše družine. Vsaka družina ima neke začrtane okvirje in temu se reče genske bolezni. No, genske bolezni so lahko povezane s psiho, lahko so povezane s telesom, ampak to so genske bolezni, ki vplivajo na to, kako imamo mi zakodirano v svojih možganih vse to, kar potem imamo za predelati v svojem življenju. Tako da ja, glejte, okvirje nam določa družina, da vidimo 3 sporočila za vas, svetle duše, ki delate korake za sebe, ki se učite ljubezni do sebe, kaj je ta trenutek pomembno, da slišite, kaj stvarstvo sporoča. Zorenje. Dajte pogledati to sliko. Se pravi, povezana je s sadeži. In je tukaj zorenje, ko dozori sadež, vi potrebujete točno to drevo, ki vas hrani. Ampak ko sadež dozori, pomeni, da ima samostojna semena in ta samostojna semena lahko zrastejo v nov drevo, v novo rastlino. Ves zapis ima, ampak tisto, kar vam ni všeč, lahko reprogramirate. Očitno se nekaj zdajle sprošča. In spet je prišla karta uspeh, proslavljanje, začnite proslavljati tudi to, tudi svoje lekcije, nehajte preklinjati vaše težave, ampak jih blagoslavljate in govorite v imenu Kristusove ljubezni, blagoslavljam vse to, kar se mi dogaja. Ker če rečete svojo, vi ste lahko jezni na vaše te ljudi, ki vas šolajo. Se pravi, vi s tem, ko ste jezni, trosite prekletstvo, trosite jezo, trosite še več tega, sejete slabo. Zato proste ali pa rečete, izrekajte v imenu Kristusove ljubezni, blagoslavljam. Vse te težave, zato ker blagoslov dejansko izniči vse slabo in blagoslov poveča vse dobro. Blagoslov ima tako neverjetno moč, ker prav blagoslov je tisti, ki poveča vse dobro v našem življenju. In spet ista karta. Poglejte, cel kup jih imam, spet dajanje.
Dajanje je povezano z obiljem, jaz če imam, lahko dajem. A ne? In če imam občutek, da imam, dajem. In vse tisto, kar nosim v sebi, dajem. In to vsi delamo. Vsi smo sprejemniki in oddajniki. In vsi dajemo tisto, kar nosimo v sebi noter. Zato postanite bleščeča različica sebe, postanite veličastna različica sebe in boste videli, to, kar si, to vsiješ. Drugače ne more biti, to so univerzalni zakoni. Enostavno ne moreš dati nekaj druga, kar ti nisi. Zdaj pa, da še pošlihtam tele naše karte, prehod v novo dobo, da vidim, kaj je tisto, kar je prav ta trenutek, da slišite, še preko prehoda v novo dobo. Da vidimo. Stvarnik. Za tele svetle dušice, ki se učijo. Kaj je tisto, kar je prav, da slišijo, da izvejo, da je v njihovem polju. Več pijte, dovolite, da vsi strupi odidejo. Dovolite, da se prečisti vaše telo, najprej na fizični ravni, ker prav voda vas bo očistila. Sploh slana voda, zdaj le poleti, dajte čim več plavati. Če ne morete plavati, si pripravite slano kopel in bodite v slani kopeli. Dejstvo je, da voda vas očisti. Naslednja, vaše srce je čisto in zato lahko sprejema večno modrost. In ta večna modrost je povezana z obiljem vsega. Ampak res z obiljem vsega. V sebi ste vse. Naslednja karta je pa prišla poštenost in resnica je ena. Dovolite si videti resnico. In vem, da včasih je malo znanstvena fantastika, ko kakšno stvar želite narediti naprej ali pa vam intuicija govori, pa reče sam sebi, ne, to ne more biti res. Verjemite mi, je res. In mogoče še kaj več, kar mogoče vam vaša intuicija ne pove, da je ta prava zadeva. In zdaj je poletje, dovolite, da se vaša energija napolni sončno energijo. Prišla je karta počitek in moje celice se polnijo zdravilno božjo svetlobo. In naj bo to sporočilo za danes. Dovolite, da se vaša duša polni, vaše celice polnijo in dovolite, da se zgodi v vašem življenju blagoslov vsega dobrega. Tako da vse dobro vam želim in uživajte, ker stvarstvo vas res ljubi. Ampak res ljubi. Delajte korake za sebe in boste videli, potem, ko se začnejo sestavljati stvari skupaj, je tako neverjeten. Tako da vse dobro vam želim.